Hej, dragi tekači in tekačice, dobrodošli spet v še eni epizodi, mar je zadnja aprilska, tako je, ja, podcasta za gred za tek, a bo zdaj že konec zime, gremo v toplo pomlad, ne še prehitro v toplo poletje, ja, da bomo lahko trenirali, pa ne jadikovali nad vročino, kaj pa, kot so nekateri tekači na spomladanskih maratonih, vse smo imeli od tropske 30-stopinjske vročine do skoraj ozeblin. V zadnjih 2 vikendih je bilo na sporedu kar nekaj odmevnih maratonov, med najbolj znanimi sta bila Boston in London. Posebna gosta imam tudi na to temo, ki bosta spregovorila o svojih dosežkih tam. Ob tem pa so se izvedli še maratoni na Dunaju, pa maraton v Zürichu, maraton v Rotterdamu, istrski maraton, v Sloveniji prvi domači cestni maraton. Naslednjem je zmago ponovil moj pred kratkim tudi gost Jure Orehek. Bravo, Jure, Moravče so ponosne nate. Pri ženskah je zmagala Jasmina Praprotnik, temperature pa poletne 30 stopinj, kar veliko težav so imeli tekači na stezi. Istočasno je čez lužo potekal bostonski maraton, tam je nastopilo kar 28 Slovencev, ja, tja se je najtežje uvrstiti, ker potrebuješ normo. Kot vem, so vsi Slovenci uspešno zaključili s svojimi nastopi. Zraven sem bil, jaz spremljal sem tudi odličen nastop Primoža Kobeta, ki je postavil svoj 3. najboljši rezultat v karieri. Pretekli vikend, poleg maratona na Dunaju, ki je vedno dobro zaseden s slovenskimi tekači, tudi maraton Shen Majors, 3. pomladanski maraton v Londonu. Ja, tam je nastopilo kar 36 Slovencev, tudi številna ekipa, ki smo jo še da maraton speljali tja. Čestitke vsem, bravo za doseženo, za še eno zvezdico, pa za težko priborjeno medaljo, ki je lepa. Na londonskem maratonu, paste to, je letos nastopilo kar 53.700 tekačev, še nekaj več, po uradnih podatkih sodeč, kar ta londonski maraton uvršča na sam vrh najštevilčnejših maratonov vseh časov na svetu. Kakšna gneča je to moralo biti, pa kakšno vzdušje. Poročajo mi, da je bilo ob progi in na progi spet noro. Kaj pa zmagovalci teh maratonov? Ja, bostonski maraton je postregel z našim starim znancem Sisajem Lemo. Spomnite se ga še izpred let iz Ljubljane, ko je tekel izvrsten rezultat pod 2:05. Tam smo ga pravzaprav odkrili, kasneje je slavil še v Londonu, pa lani v Valenciji, sedaj tudi v Bostonu. Štartal je neverjetno hitro, šel je na rekord proge, kljub temu z 2:06 suvereno zmagal, ker je praktično tekmovalcem prepustil samo prve 3 kilometre vodenja tempa, potem je stvari vzel svoje noge in vse tiste klance prekoračil. Kot vodilni Etiopijec je tudi po vseh kriterijih prvi kandidat za etiopsko reprezentanco na olimpijskih igrah. Dvakratni dosedanji zmagovalec Evans Chebet je bil 3. Kaj bo z njegovimi olimpijskimi sanjami, še ne vemo. Vemo pa, da bo na olimpijskih igrah prav gotovo nastopil Eliud Kipchoge, za ostale 2 mesti pa bo naslednji mesec še potekal boj. Tudi Kenijska zveza napeto spremlja, koga bi tja postali, kdo je pripravljen tudi na pariške klance. Pri ženskah v Bostonu zmagovalka Helen Obiri, Kenijka, zmagovalka tudi že maratona v New Yorku, očitno se dobro znajde na klancih in zna biti, da bo tudi ona ena tistih, ki bo potovala v Pariz. V Londonu na drugi strani smo napeto pričakovali, kaj bo storil veteran 41-letni Kenenisa Bekele. Na olimpijskih igrah je nastopil večkrat, pobral več olimpijskih medalj na stezi. Žal še ni nastopil na maratonski razdalji, to kani morda ob zaključku kariere doseči. Z drugim mestom, z 2:04:14, je postavil še en svetovni rekord v kategoriji nad 40 let. Ali bo to dovolj, da ga recimo poleg Sisaja Leme pa še enega tekača uvrstijo reprezentanco, bomo videli. V naslednjih tednih veliko dela ima zdaj Etiopska atletska zveza. Zmagovalec Londona, Kenijec Mutiso,
ja, izvrsten joker, rečemo temu tako, ki bi lahko se tudi vmešal recimo v boj za olimpijska mesta. Z 2:04 je bil 14 sekund pred Bekelejem. Tretji je bil že Anglež Kajres, 2:06:46 bo tudi on šel v Pariz. Pri ženskah napeto, svetovna rekorderka Tigst Assefa je napovedala, da štarta na samo ženski svetovni rekord, ki je bil doslej 2:17:01, tako iz Londona izpred 7 let. Ta rezultat bi moral biti lahko dosegljiv, no, na konec koncev so pod to znamko tekle kar 4, tako, prva pa čez ciljno črto z 2:16:16 in novim samo ženskim svetovnim rekordom. Kaj to pomeni na tekmi, kjer ni mešane konkurence, ženske v Londonu namreč štartajo pol ure prej, elitne ženske, je sedaj svetovna rekorderka Perez Jepčirčir z 2:16:16, Tigst Assefa je bila 7 sekund za njo. Potem pa še Jocelyn Kipkosgei in Margeretu Alemu. Kakšna bo sestava ženskih reprezentanc, posebej etiopske in kenijske, bo tudi še vprašanje, no, pa veliko dela za tiste, ki zbirajo selekcijo. Več tudi o olimpijskih igrah, pričakovanih napovedih zmagovalcev v progi lahko preberete v najnovejši številki, ja, že zunaj je, tekač.si, 57. številka, zelo bogata z članki, bogata z reportažami, predvsem pa z intervjuji, kar 6 jih je v tej številki. Na prodajnih mestih, če še nimate, zagrebte se, da je ne zmanjka. Odličen izvod predolimpijskega čtiva, na vse zadnje, ampak več o tem mi kasneje pove glavni urednik Boštjan Svete, ki se mi pridruži. Imam pa danes še 2 gosta, ja, iz Londona se je neposredno po teku javila Anja Fink s trenerjem Dejanom Lenartom. Tam je tekla še enkrat 2:33 kot lansko leto v Valenciji, potrdila kljub vsem težavam vrhunsko formo, tudi mesto bržkone na Evropskem prvenstvu v Rimu, ja, in napovedala, da postaja ena najboljših evropskih maratonk. Pokličem še Primoža Kobeta, ki je odlično tekel v Bostonu, 2:14:58 je izvrsten rezultat za našega veterana, ki očitno še ni rekel zadnje besede. No, in za zaključek, poleg revije Tekač, predstavim še knjigo in film tedna. Gremo zdaj najprej v London, še vroča, sveža Anja Fink in Dejan Lenart. Spoštovane, London's Calling, evo, sveža, še po maratonu z mano. Anja Fink in njen coach Dejan, jasno. Anja bo danes bolj govorila, coach bo samo povedal z piko na i. To sem za nalašč rekel, za nalašč. Kako sta? Pozdravljena in čestitke, Anja, najprej. Živja, hvala za čestitke. Super sva. Jaz sem sicer zelo zmatrana, ampak vesela. Coach, prosim. Ja, evo, najprej en lep pozdrav. Jaz bom isto rekel, jaz sem tudi bil zadnje dni malo tako na trnih. Zadnji mesec dni sem bil na trnih, ker je bilo veliko stvari takih, ki niso bile glih predvidene, ki jih ne daš v plan treninga. Okay. Ampak tako je bilo, ampak zdaj pa lahko rečem, da pač nimam besed, res je bilo vrhunsko. Dajmo povedati ozadje te zgodbe. Zakaj pravzaprav sploh Londona, ne? London je pot še do nečesa drugega. Lani smo zadnjič govorili takole, kako hitro minejo 4 mesece. Mislim, noro. V trdi zimi, zdaj še kar, v Sloveniji trda zima, v Londonu tudi. Smo takrat govorili 2:33 iz Valencije, pred olimpijsko sezono in tako naprej, evropskim prvenstvom. Kdaj je padal odločitev potem za pomladni maraton in to pravzaprav za London, katerega je sorazmerno težko priti? V bistvu sva takoj po Valenciji začela razmišljati tudi glede evropskega prvenstva, da bi potem bilo najboljše, da bi tekla še en maraton. In London, ker si v bistvu ti, Marko, predlagal, da je res super vzdušje, meni to ogromno pomeni, da tečem na krilih dobrega vzdušja. Tako da smo potem začeli počasi z iskanjem možnosti.
nisem dobila možnosti nastopa med elit tekačicami, ampak sem v bistvu vesela, da nisem dobila, ker one štartajo 1 uro prej in bi bila v bistvu sama. Sem pa tekla britansko prvenstvo, tako da sem imela štartno številko Championship. Sam organizator mi je dal kontakte britanskega kluba in sem potem prek britanske zveze tako prišla do štartnine in na štart v začetku te mass race, da sem lahko štartala spredaj. Točno 10 pa 22 sekund po aplikaciji si šla čez štartno črto. Tam je bilo najbrž zelo mešana družba, najbrž pač nekaj dobrih deklet, veliko moških, kako je to izgledalo. Championship pri njih je čisto drugače kot pri nas. Po moje jih je blizu 1000, Noro. 500 vsaj teklo ta Championship. Gužva je bila tudi 22 ali koliko sekund čez, ko sem šla čez štart, ni se dalo prvih 5 sekund štartati. Tako da je veliko dobrih, hitrih tekačev, ne profesionalcev, ali pa mogoče so profesionalci med njimi, ne vem. Polprofesionalci, hitri amateri, kakorkoli, no, Angliji je maratonski tek zelo gor vzet. Dejan, povej mi, kakšen je bil plan pravzaprav pred Londonom? Kaj narediti v Londonu? Odličen rezultat, ne vem, osebni rekord, morda kakšno normo, na kaj sta ciljala? Ja, tako je bilo, ciljala smo, jaz sem še 14 dni pred maratonom rekel Ani, če pač odpovem maraton, ker so bile neke zdravstvene težave, so se pojavljale skozi, pač res je bila smola zdravja, ampak pač jaz ne vem, se to bom najbrž 100-krat, dokler bova zanjo delala pa hodila po teh maratonih, vedno rekel, da sploh ne vem, izkot Anja potegne vse to, kar potegne, ker Anja je tako rekla, gremo, bi bila ful vesela, če bi šlo 2:40, a ne, ok, danes je zmagala ta Championship, krepko pod 2:40 v bistvu je tekla isto kot v Valenciji, ne, enako, tako da ne vem, pač, lej Marko, pač vse, kar sem si želel, se je zgodilo, tako da sem ful ponosen, res. Ja, Anja te bo kar razvadila z temi rezultati, no, boš zgubil še ostrino, joj, deki. Pusi. Anja, ajde, praviš, težave, ni neplanirano v treningu, če ne bi bila vmes bolna, bi... Moja forma je bila še pred mesecem zelo slaba, ampak jaz sem še vsem Dejanu rekla, da res bi rada štartala, ker je pač London Marathon Major, če imam to priložnost, da bi jo izkoristila. Imela sem pa precej zdravstvenih težav, najprej že na potovanju na Tajskem za strupitev s hrano, potem je ta bakterija naredila velike težave, sem bila celo v bolnici zaradi notranjih krvavitev, tako da sem imela potem še težave s krvjo in z vsem. Ampak zadnjih teden mi je šele na treningu steklo, čeprav sem veliko slabše treninge delala kot pred Valencijo, ampak sem si pa govorila, da imam več dolgih tekov v nogah že odprej in da vse ostane, tako mi je tudi Dejan skozi govoril. Nisem pričakovala niti približno takega rezultata, pred enim mesecem sploh ne vem, če bi maraton pretekla, tako da sem res ful vesela, ker zdaj je bilo pa toliko z mano še iz ekipe jih, pa fant, Dejan, potem mami, brat, pač sem si pa tudi želela že zaradi njih in zaradi vsega, ker so bili vsi pripravljeni vse narediti zame. Tako da rekla sem si, da bom pogumno štartala, pa kar bo nekako prišla. Ven si šla s tempom, rekla si, da grem na vse ali nič, ne bom nič prepuščala na ključju, gremo za tempo, ne vem, 2:32, 2:31. Kaj si imela v glavi, ko si skočila čez štartno črto? Da bom začela sproščeno, tako kot ponavadi, pa jaz ure še spet nisem gledala, tako da nisem vedela, kako tečem. Sicer v Londonu je malo težje to tako odmisliti, ker je na vsaki mili ura in pa sem stran gledala od tistih štoperc. Na 14 kilometrov je ratalo že težko.
precej težko, ampak je bilo pa kar na 24. mestu in na 34. skozi mi je bilo isto. Na Isto srečo. težko, Ker hočeš če bi reči. bilo če bi se nadaljevalo od 14 km za teže, ne vem, do kje bi prišla. Mi smo špegali na tole aplikacijo na polovički 1:16, no to pa pol smo že z ušesi strigali, joj, Anja zdrži, tole bo res fantastičen rezultat. Dejansko si zelo malo popustila praktično v drugem delu. No, kakšna pa je, pravzaprav zdaj skozi tvoje oči in tvoje noge, ta proga? Fajn je, ker se prvih nekaj kilometrov rahlo spušča. Z Griniča Sicer navzdol, smo tako? tekli v veter na štartu in potem še en odsek je bil res zelo, zelo, zelo vetrovno. Malo je veter danes nagajal, pa malenkost bolj razgibana je kot Valencija. Se mi zdi, da je par tako kuceljčkov bilo, ampak ne da bi zmotili ritem. Se mi je zdelo tako fajn, da je malo bolj razgibana trasa. Malo teže od Valencije, pa vendarle dovolj hitro. Vreme vam je šlo, poleg vetra, si rekel, vse na roko. No, jaz sem temperature gledal, pa kar sem bil na vezi z našimi, ki so v Londonu, so rekli, da je bilo prijetno hladno. Meni malo prehladno. Aha, celo. Pa veter, precej močan. Predvsem na štartu smo bili že 2 uri prej in potem čakati v tem mrazu res ni prijetno. Nobenega šotora, niti nič, da bi se malo v zavetje postavila. Tako da na srečo imel Dejan eno palerino, rekel je za na Islandijo ali za nas še hujš, na Antarktiko. To je malo tisto umililo to čakanje. Praviš, od 14. naprej je bilo težko, potem si stisnila, kar se je dalo. Kako si imela svojo ekipo razporejeno po progi, menda ste si naredila cel taktični plan oziroma ste ga skupaj naredili? Ja, včeraj smo se dogovorili, kje me bodo pričakali s pijačo in res so naloge super, super opravili. Hitro sem jih videla, vse sem dobila bidone, kar sem potrebovala. Tako da res super so bili, pa ful mi pomaga, ko se veselim, da jih vidim, da pridem do tistega kilometra, odštevam si, koliko imam še do naslednjega. Tako da hvala celi ekipi. Prav ekipa, evo, Dejan Lenart, zdaj pa še maraton skozi tvoje oči. Bil si na štartu, bil si vmes, bil si na cilju. Kako si ti spremljal potek dirke? Najboljše je bilo, ko smo zadnjo šla danes, prideva do štarta, tako sva se držala ure, tam je bilo 8:32, da moraš biti noter v tej championship, v tem championship prostoru in midva sva bila res še 5 minut prej, na kar sva gotovila, da bi bila tudi, če bila 1 uro kasneje, bi bilo vse v redu, sam pač zmrzvala svanje, mogoče bi mogel ti fotko poslati, da bi jo tako zdaj zraven dal, a veš, ko se pogovarjamo, ki je ležala na tleh v tisti pelerini zavita, pa pokrita še z eno deko, pa ker spala na pol na tleh, res no. Jaz sem pa zmrzval, jaz sem pa po mojem tam tekel gor dol po travniku, res je bilo mrzlo, pač ta veter angleški po tem travniku, noro, ampak pa vidiš te Angleže v kratkih hlačah pa kratkih rokavih na tem istem vremenu, jaz sem imel pa vse na sebi, kar se je dalo. Res pusi, no, še enkrat. Moram to povedati. Pa je nič, pa smo šli, jaz sem sam, ne vem, jaz sem, tokrat pa sem, no, pri Valenciji sva bila zanjo prvič na takem maratonu, na tem maratonu sem jo pa drugače videl, na štartu. V bistvu iskreno sploh nisem bil tako živčen, ker tako lepo je šla na štart. Pač tam sva se pogovarjala in sem videl, da je mirna. Mislim pač, navzven je bila mirna, najbrž navznoter je imela kake svoje misli, kake svoje želje, cilje, ampak navzven je bilo tako vrhunsko, no. Pač je delovala kot, ampak Anja res gre z užitkom na tek. Spet se je smejala na 40 kilometrov, tako kot v Valenciji, pač, ki se ti nasmehne na 40 kilometrov, pa kaj lahko rečeš, sam pač svaka čast. Ni kaj veliko, no res enostavno jo je voditi, zato ker pozna telo in to je nekaj, kar po mojem imajo tisti največji, pač da poznaš telo. In vem, da ima rezervo ogromno. Pač potem, kako teče, kako deluje na progi, jaz mislim, da upam jaz vedno na čim več podpore, tudi atletske zveze se pomagajo, se grejo nasproti.
ker Anja mislim, da je zrela za zelo velike rezultate v maratonu. Pa bom jaz na glas povedal, če že ti nočeš, ja, glede na to, da so napisali na RTV Slo dobrih 5 minut zaostala za državnim rekordom, ta se ne zdi več potem tako oddaljen, če si rekla, Anja, da pri vseh teh težavah, a ne, pa zastrupiti, pa kari in tako naprej, ti praktično na formo iz Valencije, na zalogo odlaufaš identičen rezultat, ja. Mislim, kaj to pomeni? No, zdaj bi pa ti povej, če si drzneš, če bi bila v polni formi, brez vseh teh težav, ne, to bi lahko pomenil že zdaj rezultat po 2 urama in pol. Ja, to je vedno če. Maraton se ne da napovedati. Tudi danes, če ne bi pihalo, bi bilo pa še nekaj sekund verjetno hitreje, ne vem. Ok, bomo mi špekulirali, ja, nam, ki ni treba teči teh časov, ampak daj povej, ok, imela si vzdušje, kje ti je bilo najboljše, no, ne vem, kateri predeli proge, kateri kilometri so bili pa res tako nori, da so te ponesli po luftu. Meni je bilo noro, ko so mi začeli govoriti, da sem najprej ta second woman za masovne dirke, Ok, ja, ok. od masovne dirke, ne brez tistih elitov. Potem sem enkrat vmes videla punce, ki tečejo elit, pa sem videla res to Assefa, pa Aha, ker ste se križali, ja, tako. ja, in sem bila, wow, ker na isti tekmi tekmujem, tako da mi je bilo fajn. Potem so pa govorili tako first woman, vsi mi so navijači noreli. Vsi so noreli, first woman, in mi je bilo to potem res ful dobro. Mislim, tega ne doživiš najbrž velikrat na taki tekmi, no, mislim, da si prva v masovki, prva v championshipu, a ti zdaj to kaj prinese, glede na to, da si svojemu, bom rekel, klubu, angleškemu klubu, ja, prinesla, bom rekel, zmago, tako rekoč. Prinese neke dodatne točke, 12. mesto, ker sem Na londonskem na maratonu. majorju, Mhm. maraton majorju. To prinese dodatnih, mislim, da 20 točk. Če bi prišla med 10, bi tudi ti lahko se potegovala za denarne nagrade ali samo elita? To pa ne vemo res. Mislim, nisi se pripravil, nisi računal. Nisem se pripravil, nisem ozoren. No, ampak zate velja zdaj, kljub temu, da nisi bila med elito, recimo 12. mesto na londonskem maratonu šteje, prehitela si toliko pa toliko elitnih tekačic, ki so za tabo, in to je to. Za čast in slavo, zavedno. To je velik rezultat. Mislim, to je ogromen rezultat, 12. To je- mesto na londonskem to je- maratonu. To je tako nepredstavljivo, res lepo. Res. In takoj bi podpisal, če bi nekdo prej rekel. A ne? Čeprav bi Polonija spet presenetila, pa je bila še boljša. Ne? Pa bi bila pa res med 10. No, tako da, ja, tisti zadnji kilometer, ko greš čez Westminsterski most, mimo Big Bena, pa potem se dolga ravnina proti Buckinghamski palači, potem na Mall, kako je bilo, tam je bilo najbrž sploh fantastično, no, si predstavljam. Že meni gre v kocine po gor, samo predstavljam si. Ja, gledalcev je bilo res ogromno. To ni ena vrsta ob ograji, to je 8 vrst, en za drugim ob ograji. Pa še ko sem vedela, da sem res prva ženska na tej masovni dirki, zdaj jih je v cilju že, kakor smo gledali, prek 24.000, tako da sem jih 24.000 za sabo pustila. Mene je to gnalo, ja, in sem poskušala čim več še iztisniti. Glasni navijači pa je šlo. Bravo, ne poznam dekleta, ki bi imela tak rezultat za pasom, samo predstavljam si, kako si se počutila. Zdaj ne vem, na kjer maraton boš se naslednjič, ampak če ne boš razočarana, ker ne bo takega navijaškega vzdušja, ne, tudi če boš zmagala, moraš zdaj izbirati pol sam še take maratone. Ali kako. Ja, same velike maratone. Torej, ja, recimo Radenci, boš pomagal. Z veseljem. No, Anja, ampak šalo na stran, kam zdaj naslednjič bo stala, kje naslednjič bo stala Anja Fink na štartu, kakšni so zdaj plani? Zdaj je ta maraton prinesel tudi točke, ki ti bodo pomagale pri rankingu za Evropsko prvenstvo v Rimu. Ja, tako da zdaj se mi ta rezultat in pa rezultat iz Valencije upoštevata. Velike verjetnosti so za nastop na Evropskem prvenstvu. Boš sedaj trenirala primarno za to dirko, tam je pač pol maraton, če se ne motim.
To naj pa Dejan pove. Ne, se bo zmenila, seveda bova, ne. Zdaj upam, da bomo čim prej izvedeli za to evropsko prvenstvo, ne. Pa seveda se bomo usmerili, ne. Že zdaj se bova usmerila, pač, zdaj bo se Anja malo spočila, pa potem se gremo pripraviti za ta polmaraton. Jaz tudi mislim, da bo, a ne. Bil bi zaslužen, ne. Čisto pravičen, nič podarjenega, a ne. Tako da, ja, računamo zdaj na to. Zelo. Deki, mogoče še komentar današnjega londonskega maratona nasploh. Recimo, zmagal je Kenis Mutiso pred legendarnim Bekelejem, ki je z 2:04 pa nekaj zdaj drugi, da on je sam napovedal, da bi rad bil na olimpijskih igrah, ampak kot najboljši Etiopijec danes ima morda malo boljše možnosti, čeprav ne, po drugi strani pri ženskah. Asefa je napovedovala svetovni rekord v samo ženski dirki, pa je potem to uspelo pred njo še Perez, Jepčirčir, tako da kako si moče kaj spremljal, moče kaj veš? Pa malo sem spremljal, no, večinoma sem Anjo spremljal, to res, ne. Ampak lej, pač Marko, saj veš, saj si tekel, saj tečeš, pač maraton je maraton, ne. V maratonu takoj izgubiš par minut. Ena malenkost, pa je par minut, ne. To ni tek na 100 metrov, a ne, to je pač toliko spremenljivk v teh 42 kilometrih, da je težko napovedati, no. Ampak glej, to so vse mojstri, kar si naštel. Ja, bi bilo pa super videti, ne vem, Bekeleta tudi na olimpijskih igrah, a ne. Tako da, ker to so mojstri, a ne. Maratonski tek na olimpijskih igrah bo najbrž taktičen, glede na traso. To ne bo moglo biti tako vsakdanje. Težko si bo kdo kar izračunal en udoben pace pa šel na valovih. Tako da, vprašanje, kako bo to izgledalo, res me zanima. Mislim, da vse nas, Anja, boš spremljala olimpijske igre, pa maraton sigurno boš. Ja, seveda bom gledala. No, mislim, tokrat gledaš, na naslednjih boš sama tam. Jeseni so že kakšni plani, sigurno bi kakšen maratonček še prav prišel, kakšen hiter. Se bom spočila, pa potem se bomo usedli in to rekli. Tako, mislim, boš zvedel prvi, ker bom najbrž jaz z mojimi monologi, ki te pokličem, spet težil, a ne, pa moraš pol poslušati. Smo že tudi 38 minut bila na telefonu, ne, pa po mojem je 37 minut bilo mojega govora. Tako da, ja, ker zdaj si se izkazal, ne, kot menedžer, a ne, ta londonski maraton, ti si ga predlagal, ti si se potrudil za karto, okej, ne, na koncu so nasprot stopili organizatorji, ampak ja, ti boš prvi izvedel sigurno za naslednji maraton, če druga ne, te bom vprašal za nasvete, a ne, kje je, tako da je vzdušje, da se da, ker Ani to res dosti pomaga. Najbrž vsakmu, če te spremlja, ne vem, koliko tisoč ljudi, te sigurno dvigne, ne, ponese. To je to. Spodobil bi se sedaj, Anja, sigurno po dveh takih, rekel, zelo odmenih rezultatih za Evropejko, da bi morda kakšen organizator večjega maratona že prožil kakšno vabilo, morda kakšen agent zagrabil. Ime Anja Fink pa jo prodal morda na kakšen malo večji maraton, jesenih je kar nekaj zanimivih. Bomo videli, no, se pravim. Upam, da si zdaj na radarju tudi koga, marsikateri maratoni, rekel, v Evropi imajo težave dobiti, kot si že kdaj tudi ti priobčil, Dejan, dobiti hitre bele tekačice. Ja. No, da imamo tudi Slovenci eno tako. Tako da, ampak pustimo času čas. Hvala vama za tole ekspresno javljanje takoj po tekmi iz Londona, sem zelo vesel in počaščen. Anja, še enkrat globok priklon, navdušila si še enkrat več. Mislim, kaj lahko še narediš, da bomo še bolj navdušeni, res, prav, čestitke. Hvala. Deki, tudi tebi spoči se, spi kako pivo, pa se vidimo potem spet. Brez skrbi. Komaj čakam. Če me ne bi ti zdaj zmotil, bi že bil, a ne. Izvolite, počnite se, hvala še enkrat, lep pozdrav v London pa na snidenje. Marko, hvala, res. Hvala za vse. Čau. Ja. Čau. Hvala obema.
Prva liga, 12. mesto na londonskem maratonu, bo težko v prihodnosti preseči tudi drugim tekačicam. Gremo en teden nazaj v Boston, na Heartbreak Hill in na Boylston Street, ja pa v Hopkinton na štart. Vse to je dal skozi naš Matador, ki je tam tekel med elito dosegel 17. mesto. Z mano je Primož Kobe. Poštovana publika, gremo zdaj v Boston, po Bostonu z mano, nihče drug kot, ja, prepoznali ste ga že. Primož Kobe, Primož, živijo, pozdravljen. Živijo. Kako poteka regeneracija po enem najtežjih maratonov v svetovni seriji? Super. Moram tako reči, da sem se takoj dobro počutil. Bom rekel, zmeri tiste maratone, ki dobro tečeš, je zmeri najboljši si po tistih. Po tistih, katerih si pa jih ne dobro tečeš, si pa slab. Recimo Valencia sem bil slabši kot zdaj. Pa, čeprav tudi nisem bil tako slab. Mogoče na začetku kariere je bilo res tisto, pa ko smo še tekli v fletkah, ne, takrat si res bil, nisi bil za po stopnicah. Zdaj pa recimo sem po stopnicah brez težav tekel in oba dva dneva po maratonu sem tekel, tako super. No. Se pravi, pripisuješ to malo psihološko, ker ti dobro šlo, stalo so pa naredili copatki, ali kaj? Ja, bom rekel, nisem bil, da bi rekel tako zdelan čisto v muscle feverih, ampak recimo bil sem malo utrujen, recimo naslednji jutra, recimo. Drugače pa nisem nič kaj tako čutil. Malo pripisujem tudi temu, da sem takoj po maratonu naredil masažo, potem tudi naslednji dan sem imel s sabo ženo, ki je fizioterapevtka, tako da sva malo to takoj regeneracijo začela in je veliko bolj. Predvsem pa potem se mi zdi, da je zelo pomembno, ker tekači ne delajo, v bistvu niso pomembni teki po maratonu, ampak v bistvu bolj raztezanja. Recimo, jaz sem šel zelo počasi, tako z ženim tempo, res lepo sva šla lahko skupaj, brez težav. In sva se oba dobro imela, ampak ni bil v bistvu tu namen treninga kot sam tek, ampak v bistvu bolj tiste vaje, se raztegniti malo, prekrvaviti pol urce in to je to. Ne? Bravo, pišite si, gospoda, da boste vedeli, kako ti naslednji šlafal 2014. Ampak preden greva do 2014, povej mi, kdaj si se uvrstil med elito na bostonskem maratonu, kdaj si pravzaprav pociljal tja? Ja, v bistvu sem že lani hotel tu nastopati, oziroma sem se odločil tam sredi decembra in sem bil malo prepozen. In v bistvu ta elite field je bil že poln, tako da sem bil potem na waiting listi oziroma na čakanju, ali me bodo sprejeli ali ne. Nekako sem skozi upal, ne, in sem prepričan, da sem bil lani enako dobro, če ne celo boljš pripravljen. V bistvu trening mi je lani šel boljš kot zdaj. Zdaj sem imel pa eno tako dobro konstanto priprav. Skozi, bom rekel, od januarja lepo sem stopnjeval. Bistvo je tudi, ne, da si res na tisti dan, ko je maraton, v dobri formi, res sharp, ne. Da se spočiješ, da prideš pravi čas v trening, ne. Tako da v bistvu drugače sem bil pa v bistvu potrjen že decembra in potem januarja, ko je prišla ta starting lista ven. In potem si rekel, zdaj grem pa v Kenijo, pa gremo grist malo klance in tako naprej. Ja, potem glede na to, da sem bil v Keniji že novembra pred Valencijo, pa takrat sem bil v bistvu poškodovan, če se spomnite, en teden sem v bistvu nisem tekel v Keniji in takrat mi res ni ratal ta finalna priprava. In potem v decembru sem si malo dal duška po tej Valenciji razmislil, čeprav potem sem že tekel novoletni tek v Perbachu, tako da sem se mogel že, ker sem bil povabljen tja, pa sem se mogel kar tam že malo pripraviti za tisti tek. Potem januar sem se pa odločil, da ne grem v Kenijo, da bom doma, da bom rekel tudi zaradi družine in vsega sem doma.
in potem grem v Kenijo na finalni del priprav. In to mi je dobro uspelo, kajti zima je bila super za tek. In res se je dalo trenirati, no. Ni bilo tisto, da bi rekel, da me je vreme uveralo, ni. Potem pa, ko ti že zmanjka malo D-vitamina, pa tudi rabiš neko motivacijo, da greš, in sem šel pa pol na priprave dol. Dol so bili pa super pogoji, ne. Za Si priprave. maksimalno izkoristil pač tisti. Tako. Brez poškodb, odlično pripravljen, samo še na avion je bilo treba iti, pristati v Bostonu, pa iti na štart. Kako si te zadnje dni gledal, si kaj gledal vreme, te kaj skrbelo, da bi bilo mogoče pretoplo? Spremljal sem ga že malo prej in videl sem, da je zelo hladno v Bostonu. Skozi je bilo tako od 1 do 5, recimo še konec marca, ne. Tako da sem videl, da je še zelo, zelo hladno. Moram povedati, da recimo v Keniji sem imel zelo dobro vreme, super toplo. In potem, ko sem prišel, bom rekel, pot ni bila tako bleščeča, da bom jaz to kot tekel, tudi ni šlo, tudi v treningu ne bom rekel, da ni šlo, ampak ni bilo to nekaj blesteče. Sem se pa skozi trudil, skozi vztrajal, ne, ker to je trening maratona, je res težek in dolg. In ko sem prišel domov, sem šel na polmaraton v Venlo. To je na Nizozemskem in tam nas je čakalo tisto res neverjetno vreme. Pihalo je noro, dež, sodra je padala, padalo je 27-krat na dan, mislim, res noro vreme, in takrat sem tekel polmaraton in naredil sem napako, taktično. Takoj prvi kilometer sem rekel, da začel počasi, ker lani v Pragi sem začel prehitro in sem potem plačal z odstopom. In potem sem začel počasi za 3:05 prvi kilometer. Pred mano je bila pa skupina tako malo večja, so začeli pa kar hitro, ne, tam 2:55, 2:57, zelo hitro, in v bistvu bi se mogel tiste skupine prijeti in potem držati not, ker bi mi bilo lažje. Tako sem pa cel polmaraton tekel sam v tistem vetru. In moram reči, da to je tako pihalo, da me je prestavljalo, oziroma čez en nadvoz sem komaj prišel v Venlo, tako da sem si prav med polmaraton, ko sem tekel, dejal, to so res težke priprave za Boston. Bostonu bo težko, to je ta pravi trening za to. Ampak padal mi je tempo, mislim, težko, nisem mogel držati. Tako da sem tekel 1:6:50, ker sem bil, bi rekel, zelo razočaran, ne. Ampak sem se pa na maratonu, tem polmaratonu zelo dobro počutil. Rekel, noge so šle zadihane, ampak videlo se je, da sem se pa matral v tisti veter, in potem seveda ni bilo tega časa, ne. Malo sem bil razočaran, po drugi strani pa sem bil toliko samozavesten, da sem vedel, da imam samo dobre noge in da forma prihaja, ne. Tako da potem, ja, sem pa domov prišel, sem se malo spočil, naredil par dobrih treningov in to je to. In avion za Boston, ne. Se pravi, nisi delal nekih radikalnih sprememb letos v svojem treninškem protokolu napram pretekla leta? Ne, mogoče sem se majčkeno bolj pripravljal za Boston, se pravi, malo bolj specifične dolžine, specifični treningi, veliko več je bilo mogoče klancev, ampak tako, čisto spontano, ne da bi zdaj nekje res klance, čeprav recimo same hill, se pravi, klance, intervale, sem delal, mislim, samo enkrat, dvakrat, kar je relativno malo, ampak dol v Keniji vse ful klanca, tako da se zelo veliko klanca, sem pa dolžine recimo tekel vedno, da je bil na koncu klanca ali pa nekje na 30-mu, pa tudi dol v Keniji imaš ta, ko tečemo na Moibienu, to je v bistvu ta znamenita cesta, na kateri trenirajo vsi te kenijski tekači,
ali pa večina, no, tle iz Itena, je hribovita, oziroma se spušča en del nazaj, pa zmeraj obrnemo, se pa dvigamo. In je res neka simulacija Bostona, no. Tako da to, mogoče še neki vaj sem delal, malo specifičnih. Ja, pa bom rekel, priprave so zmeraj malo drugačne, ne. Recimo, kar dosti sem imel, v zadnjih 3 tednih sem delal zelo veliko dolgega, ne, bi rekel, dolgih intervalov, ampak to ne rečem, da je zaradi tega bilo kaj boljše, no. Jaz mislim, da je bolj to, da smo zadeli na tisti dan formo, timing, dobre razmere, dobra tekma, pa v bistvu pravijo, da je v bistvu bolj kot fizično težko, bolj mentalno, ne. Se pravi, zmeraj mogoče mentalna trdnost ali pa mentalni trening težji kakor pa fizični včasih. Kilometre nažiga. Res je, Boston slovi po tem, da marsikoga stre in uniči. Jaz samo v zadnjih 15 letih je bila tam ena hitra dirka, ostalo je bilo ali vremensko pogojeno, ali pač so klanci naredili svoje. Zdaj ti si šel tja s kakšnim planom, pravzaprav. Če greš na ravninski tek, si znaš napovedati, ampak tle moraš upoštevati to, da je pač v prvem delu malo več spustov, kar te lahko zanese, pa v drugem delu tisti klanci, ki te požarejo, kako si ti računal taktično, pa tudi časovno na vse skupaj. Ja, jaz sem kar zelo težko je, ne, se pravi, v prvih 5 kilometrih imaš največ spusta, res gre navzdol in leti, ne, in tu v bistvu ravno tisti del, ki bi mogel iti malo počasneje, da se telo navadi, da prideš v ritem, tam pa je letelo. Naj povem, da smo imeli prvi kilometer, sem jaz tekel na maratonu 2:52, ne, ampak sem šel zelo, zelo počasi. Se pravi, večina tekačev je teklo tam 2:45, Nemec, ki je z mano tekel, 2:47, ne, pa je tudi on rekel, malo prehitro. Ja, jaz sem se zelo, sem spustil, je šlo, ampak veste, kot je štart in to je res hitro smo začeli, in letelo je, ne, in v bistvu si se mogel zelo, zelo brzdati. Jaz sem se zelo brzdal. Pustil sem ostale, da grejo naprej, ni bilo tle, hitro je bilo dovolj, sem mogel si v bistvu res tako, pa zelo pomembno je v Bostonu ali pa sploh na teh različnih terenih, ki se spreminjajo, da slediš terenu. Se pravi, tehnika se skozi spreminja, ne. Jaz sem v bistvu, saj je bilo veliko gledalcev, saj sem jih tudi pogledal, ampak skozi si skoncentriran na to, kaj delaš, ne. Ni tek, tako dolg tek, ni čisto avtomatika, bi rekel, da moraš skozi malo popravljati, gledati, kaj delaš, kako, ali je zdaj klanček, ali boš skrajšal korak, ali boš dolina, boš sprostil določene mišice, boš nogo pod sabo podstavil. Tako da to je bilo, potem, se pravi, ta prvi del smo zelo hitro šli, ne vem, mislim, da je bilo 15:11, prva petka, pol je bilo 31, pa par sekund, desetka, smo bili zelo hitri, no, tako da potem smo prišli na to malo bolj ravninski del, tam sem probal res spet se bremzati, ne, šlo bi, od začetka bi šlo, ne, to bi šlo veliko hitreje, ampak smo probali se bremzati in čakati skozi, kdaj bomo te klance prišli, oziroma vedel sem, da se tam začne dirka, ne. In potem, ko smo prišli dol v ta dolina pred klanci, je še en spust, preden se začnejo te Heartbreak Hilli, tam sem imel pred sabo Nemca, spet tega, ki sva kar dolgo časa tekla skupaj, in tam je on šel dol, ke zmešan spustil. Jaz pa nisem tako, sem rekel, glej, grem hitro dovolj, ampak ne prehitro. Sem spustila in potem na klanec sem ga ujel, ne, ker je on majčkeno preteral in potem tudi prehitel. Tako da tam se je pa meni res odprlo, no, tako da sem v bistvu
Sploh nisem veliko izgubljal, no. Če sem čisto iskren. Tam sem pogledal, ne vem, če pogledate mojo Stravo, ne vem, 3:24 je bil najpočasnejši kilometer, ampak to so kar konkretni klanci in v tak klanc teči tako hiter je kar izziv. Mislim, zelo hiter sem tekel, tako da vse drugo je bilo pa, ne vem, 3:15, 3:11. Vmes je malo se poravna tudi, ne, ampak to so 4 klanci, tako da se dvigaš in sem neverjetno dobro šel. Mogoče na zadnjem tem Heartbreak Hillu mi je bilo že težko, čist na vrhu, ampak sem bil že na vrhu, ne. Potem pa spet je začelo leteti dol, no. Sicer so bile malo težke noge, ampak sem imel skozi je lepo. Malo je bilo žal, da nisem tam celo malo, ker se spušča dol še bolj šel, se pravi, da bi šel tam ene 3:5 ritem. Kajti pol se zravna in v bistvu ta dol, ko gre navdol, je tudi kar veliko klančkov, se pravi, gre navzdol, pa klanček, pa dol, pa klanček. In te klančki te skozi ubijajo, težke noge so, to smo tam 36, 37 kilometer, 38, tudi na 40 mu je še prav tak orang strm klanc, sicer kratek, ampak te ubija tisti tempo, ne, in težko je pol, ko zgubiš recimo malo hitrost, spet nazaj prideti, ne. In v bistvu tle sem se držal enega takega zelo dobrega načela, ne vem, če ga poznate, 10 korakov, kratkih korakov po koncu klanca. Se pravi, da se noge majčkeno zavrtijo, ne, da prideš spet v ritem, se pravi, ko prideš na vrh klanca, skrajšaš korak in majčkeno dvigneš frekvenco na ta način, prekrvaviš noge, ki so najbrž malo take težke, in potem spet gre, ne. No, zdaj, ja, mi smo gledali predicted time, tam v ciljni ravnini gledali, računali. Jasno je, da predicted time na polovici, ja, tudi tebi je kazalo, vem, 2:12, recimo zmagovalci še zmeraj kazali po 2:02, ampak to vemo, da se bo potem dejansko pač povečal ta čas. Vprašanje je samo, koliko bo sedaj kdo popustil, ne? Ti si najbrž spremljal čas, ti si imel v glavi neko časovnico, kaj moraš narediti v prvi polovici, približno kaj v drugi, oziroma kaj je bil tvoj, v bistvu, tisti končni cilj? Se pravi, v bistvu cilj je bil, da v prvem delu, da dobim prihranim čim več moči, da potem v drugem delu ne padem. Se pravi, čim bolj enakomerna prva pa druga polovica, ampak vemo, da v Bostonu je tako, pa potem gor, se pravi, drugi del je veliko težji kot prvi. In v bistvu se treba pripravljati na drugi. Poleg tega sem naredil malo domače naloge prej, se pravi, pogledal sem statistiko časov na 5 kilometrov in 35 kilometer je že, ko gre malo dol. Od 35 kilometra naprej je dolina, ampak daleč najpočasnejši časi. Se pravi, od vseh. Se pravi, zadnji del, kljub temu, da je navzdol, vsi tečejo najpočasneje. Tako da jaz sem se na to pripravljal, pa videl sem tudi, da je najhitrejših prvih 5 kilometrov, kar je tudi razumljivo, ker gre navdol, ampak vsi tečejo tam preveč. Potem pa se je bilo držati treba ta 2%, ki naj bi bila razlika med prvim pa drugo polovico. Se pravi, da ni ta prevelika razlika. Se pravi, če bi jaz 5% počasneje prvo polovico šel, pa pol 5% drugo, hitreje bi bilo nerealno, bi bilo prevelika razlika, prepočas pa tam pol prehiter. Tako da 2 do 3% pa je dobro imeti to razliko. Tako da to sem si malo zračunal pa tako da je kar nekaj v tej progi, nekaj znanstvenega, ali pa kako bi rekel, nekaj taktike. Izvrstno si tole upravil zdaj, na koncu si gotovo gledal uro 2:15, se spomnim, ko si prvič postavil olimpijsko normo 12 let nazaj, takrat je šlo za sekunde, zdaj je šlo podobno, žal ni olimpijska norma več tam na 2:15, ampak vseeno, no, to je bil pač, ena meja je bila, 2:15 pregrizem, pa sem nekaj naredil.
Ja, videl sem, da bom lahko v bistvu pod 2:15 tekel, tako da tam na 40 sem videl, ker sem imel, no, to je pa še eno, bi rekel, tudi mogoče zdaj, ko se maratoni bližajo, je pa si malo med checklist oziroma check time, ne? Se pravi, da ti preveriš, ponovadi si tlele napišemo na notranjo stran, ampak si morate zjutraj napisati, ker če si boste s kemikom prejšnji dan, se bo že zbrisalo. Se pravi, si napišite čase, recimo 30, 35, 40. Recimo, da si 21 si že vsak zapomne. Tako. In potem imaš nek checking, ne vem, na 30 km ali pa na 35, ko si mogoče v neki čisti krizi tam, tečeš ful počasnej, si pogledaš na tukaj, imam 2 minute boljš, kot ta moj čas. Ja, tudi če zdaj majčkeno zgubim, še vedno sem super in to ti da zelo dobre pozitivne misli, ki so pa pri maratonu zelo, zelo pomembne. Ne? Zdaj mi povej, Boston hvalijo, zdaj sem sam videl z prve roke, ampak bolj v progi, ti si na progi 42 km, to vzdušje je res tako huronsko, je res neverjetno, ti to pomaga in moš dati celo moteče. Glejte, ko sem jaz maraton nehal, sem rekel tako pri sebi, ni bilo naporno za noge, ampak za ušesa. To je skozi, recimo, skozi kričijo, vpijajo, ampak najbolj se pa seveda vsak zapomne Wesley Scream Tunnel. Ja, Wesley Scream Tunnel, pravijo že, se pravi, tunel vpitja, ne, se pravi, pri Wesley Collegeu, ki so v bistvu dekleta nastanjena, mislim, da 15 ali 20 tisoč deklet tam študira in potem pridejo navijati ob progo in tam kričijo tako, da meni je piskalo. Meni je piskalo v ušesu in to je, recimo, traja tam, ne vem, 500 metrov, potem pa, ko prideš ven v en gozd, ni pa nobenega. Je pa imel gozd, je pa malo zatišje in meni še vedno piska desno ušeso, ki so res noro. Drugače pa, glej, to vsi pridejo ven, to 8 ur so tam, imajo barbecue, prodajajo hrano, pijačo, to se dogaja ob progi. Zavohal sem vse mogoče vonjave od hrane, bi rekel, smokanjev, no, to je barbecue različnih, do travce, marihuana je to je Amerika. To je posod, ja. Tako da, a ti je bilo všeč na koncu, to je to dodana vrednost? Normalno, mislim, vzdušje je res tako, da te dvigne, vsak navija. Recimo, zanimivo je bilo tudi jaz, ko sem v ime gor, so vsi kričali ne Kobe, ampak, ko sem je Kobe napisano, ampak Kobe, ne, Kobe. Ja, res, tako, mislim, zanimivo, Kobe sem za njih in to je bilo tudi, recimo, vsaki so prebralo daleč, pa Kobe, mislim, res dobro vzdušje, pozitiva, ne. Mislim, mora biti nekaj posebnega, pretekel si 17 v cilj, ne, med elito, to je, praktično tam nisi imel neke gužve, no, si bil izpostavljen, so te videli, ja, ime so ti kričali, to je nekaj posebenega, no, za razliko od kakšnega drugega maratona, ne vem, če to kje doživiš. Ja, Bolston Street, tam na koncu, tam je bilo v bistvu taka gužva, res, to je bilo tako, bi rekel, kričanje, vzdušje, res, vsi so spodbujali, v bistvu bolj je bilo že, ni bilo navijanje, ampak je bilo horonski, kako bi rekel, vsakega tekača so ful pozdravili in to so res super občutek, no, mislim, tam tudi, ko greš proti cilju, ko vidiš, da boš dobro tekel, neverjetno, no, Ti si bil toliko hitrejši, da si se pravično izognil tisti opoldanski vročini, te kaj motil, temperature so šle celo malo čez 20, čeprav to recimo in tem prej ni bilo napovedano in so imeli, kot vem, več kot 500 intervencij medicinci, 150 ljudi v bolnici, tako da kar norišnica. Ja, v bistvu je bilo največji problem po moje za te Američane, pa tistih, ki prihajajo iz hladnih dežel. Namreč,
Tekel je znano tudi en Italijan, ki živi zdaj v meji s Kanado in je rekel, da je njegov najtoplejši tek je bil 2 stopinje. Ne? Dolžina je bila v 2 stopinjah, se pravi zelo hladno. Boston je bil zelo skozi hladen. In to je bila prva vročina, ki so jo oni v bistvu Imeli v letu, ja. imeli v letu in jih je zelo vplivalo na sploh tiste, ki so še kasneje štartali. Ne? Jaz sem recimo štartal 9:38, pol 10 so prvi val šele. Oni, ki so ob 11, pol 12, če si predstavljate, da so to ob 1, 2, 3 tam še tekli, to je bilo res vroče oziroma žarki, radiacija je bila tukaj velika. Jaz pa, bom rekel, sem bil zelo dobro prilagojen na vročino. V Keniji je bilo zelo toplo. Sem se tam že navadil, klimatiziral na vročino. Potem pa še, ko sem domov prišel tukaj, z izjemo gor na Nizozemskem, tukaj pri nas je bilo res toplo, zdaj ste videli do 30 stopinj in v bistvu to so bile zelo dobre priprave tukaj za Boston. Kajti zdraven recimo Nemec, ki je tekel, spet, če ga dam, oni so se skozi vsi polivali po sebi. Jaz nisem vode sploh dal, potem, ko so oni se tukaj polivali, sem si še jaz 2krat mal, da ne bom jaz slab zgledal ali pa nekaj narobe naredil. Tako da njim je bilo očitno bolj vroče kot meni. Ne? Bravo, mislim, evo. Še ena stvar, ki si jo prav naredil v pripravah, kaj pa tvoja izkušnja biti elitni tekač na najstarejšem maratonu na svetu, kaj posebnega, za nas Rajo, ki nikoli ne bo pač izkusila pač vseh teh perkov? Ja, moram reči, da bil sem že na dostih prireditvah oziroma tekih tako kot elitni tekač, ampak tukaj je bilo pa res izjemno. Mislim, vidi se, da 128 let delajo, da delajo to s srcem. In to, kako je tle poskrbljeno, res, to je res vse, kar rabiš. Vse, bi rekel, smo bili zavarovani, ko FBI in vse okoli nas, tajna služba. Čeprav jih nismo tukaj videli, no, ampak so bili malo bolj dlje, ampak okoli nas prostovoljci, kako bom rekel, rdeča preproga, spremstvo, policijsko na štart, to je bilo noro. Mislim, to je kot v filmih, to se je vse odpiralo za nami, pa res, mislim, res smo imeli dober. Tako da, ko smo šli z avtobusi na štart, z vsemi to, bom rekel, konjenico, je bilo res noro. Pa tudi na štartu vse poskrbljeno, tudi za zajtrk, kavica, vse si imel v bistvu na voljo tam, kar si želel, prostor za ogrevanje, res tako vse, kot mora biti in mogoče še, kaj bi še lep dan, je bilo še lepše, ne, vse, recimo tudi sprejem, ne vem, recimo, ko smo šli ali pa, ko smo šli na štart, bučni aplavzi, vse, res, bom rekel, po 200 ljudi in glasni horonski aplavzi, ko gremo sem na avtobus. Potem after marathon party, vse VIP, rdeča preproga, vse zastonj, pijača, jedača, tako da res prava pogostitev in pravi maraton, tako da zaradi tega se tudi veliko atletov zelo radi vrača v Boston. Ja, tudi, spoštovana publika, če niste med elitnimi tekači, pa nikoli ne boste, Boston se splača doživeti v živo, posebej na progi, trenirajte, da trenirali normo, ameriški maratoni so nekaj posebnega. Moče Primož, še komentar razpleta dirke, naš prijatelj, bom rekel, Sisa Elema, ni pustil dvoma, zelo, bom rekel, netaktično, šel je na vse ali nič, potegnil in ni spustil potem več vodstva, kot kakšen kolesar, ki beži od glavnine, pa ga ne ujamejo. Kako ti komentiraš vse skupaj? Ne, on je bil zelo dobro pripravljen, saj ste videli, da je imel toliko, bom rekel, po tistih 5 kilometrih se je malo skupaj držal, ker je bil res že itak hitro. Potem je pa šel, ne, on je šel v polovico 1 uro 21 sekund. To je res hitro, oziroma ok, če bi bil drugi del tudi tako lahek kot prvi ali pa da bi bila ravnina,
ampak tam so bili Heartbreak Hilli, ne, in v bistvu je sam priznal, da ga je tam fajn speklo na tiste klance, in da se je pol v bistvu kar komaj privlekel do konca, da je zaključil in da je zmagal, ne. Drugi pa so tekmovali malo bolj taktično, no, sploh ne vem, tegale, ki je bil drugi, ta Etiopec je zelo dobro razporedil moči, ne. Tako da jaz mislim, da je bil Sise Lema odlično pripravljen. Škoda, da ni šel malo bolj konzervativno, ker bi podaril rekord bostonskega maratona. Jaz mislim, da Kar je bil tudi cilj v osnovi, ja. ja, jaz mislim, da, ampak tam je imel, mislim, da že takoj 2 minute 20 prednosti, že zelo kmalu, tako da jaz mislim, da ni dobro razporedil, ampak vidite, da je res v izjemni formi. Jaz sem malo pogledal, kaj je vse on zmagal. On je zmagal poleg Ljubljane, Dunaj, Valencijo, London. Berlin je bil tretji, se mi zdi, tako da ja. Berlin je bil tretji, pa še nekaj je zmagal. Valencijo, London. V glavnem vse rojen zmagovalec, ne, tako da Dubaj, nekaj tazga. Ja. Tako da res impresiven tekač in takih je malo, ne, recimo. Nekaj tekačev je takih, in smo imeli srečo, da smo ga imeli v Ljubljani, ne, da smo takrat, ne, in mogoče bomo. Ja, kar povej. Hotel si reči najbrž, da bo eden izmed favoritov na olimpijskih igrah zdaj, po tem prikazu. Ja. Jaz mislim, da olimpijske igre so spet težka proga, podobno kot tukaj, ko bo treba malo taktike uporabiti. Kot vedno pa na velikih tekmovanjih bo v bistvu odločilo to, kdo se bo najbolj prilagodil na vročino. Tako je. Kar specifično in bom rekel, potem zmeraj pride nekdo, ki mogoče ni tako znan, no? Ampak Etiopci bodo definitivno zelo močni, Kenijci isto, tako da bo zanimiv maraton. Zdaj pa zadnje vprašanje, Primož, kar se seveda zdaj po tvojem izjemnem dosežku sprašuje, pač tekaška Slovenija v 43. letu, naš veteran, ki je še zmeraj daljši najboljši maraton v Sloveniji. Kaj pa je zdaj naslednji korak Primoža Kobeta? Ja? Zdaj ne boš še očitno vrgel karbonk v kot, boš še potegnil tole sezono, imaš še očitno kar nekaj maratonov v nogah hitrih? Zdaj sem mislil, da bom kakšno pivo lahko spil, pa se malo spustil, ne, letos bom se definitivno še oddelal, mogoče še drugo leto spomladi, potem pa smo že tam, ne vem, bomo videli, kako pa kaj. Je težko, ne, morate vedeti, da sem se jaz zdaj zelo temu posvetil in res pripravljal, da si potem lahko s tistimi, ki si res so skozi v teku, ne. V jesen nimam še zdaj potrjen, kje bom tekel, bom pa kmalu to objavil, jaz mislim, da bo kmalu znano. Bom pa tekel v Radencih, zdaj na polmaratonu, na državnem prvenstvu, tako da se vidimo kmalu v Radencih, ne. Top, govoril sem tudi z Anjo Fink, ki je odlično tekla v Londonu, pa bo prišla tudi v Radence, tako da sem vesel, da bo smetana slovenskega teka tam. Jaz bom tudi, Primož, se vidijo v Radencih, čestitke še enkrat za ta izjemen rezultat in srečno. Hvala in se vidimo. Čau. Čau. Že omenjena revija Tekač.si, ki si tudi koledar tekaških prireditev je noter, z mano jo bo predelal in predstavil odgovorni in izvršni urednik Boštjan Svete. In selimo se na Ljubljansko Barje, kjer zagrizeni maratonec, kot vidim, že trenira za letošnje olimpijske igre. Kdo je ta maratonec? Boštjan, si to ti? O, Marko, živo. Očitno zadnji čas, da smo izdali spet novo revijo, da se slišva. Mislim, Samo da se dvignem, pa grejo naprej. Noro, kaj te je pognalo v ta zagrizeni trening? Prav fajn te je videti na tekaški stezi. Olimpijska sezona morda?
če povem po pravici, dejansko sme v to pregnal kar ti, ne, ker odkar delaš podcaste in ko so začela s prvo epizodo in potem, ko se potrudiš, da vsako številko tudi predstaviš v svojem podcastu, jasno zagnavaš vprašanje, a ste danes že kaj tekli oziroma si tekel, ne, tako da evo. Evo. Po drugi strani si dober motivator, da sem tudi jaz letos malo bolj, ne bom rekel resno zagrizel v tek, ampak da sem si popestril zimo. Mislim, noro. Ja. Prav lepo si počohal moje srce, spoštovana publika, ali vidite, vseeno nekaj nam je pa uspel. Enega bolj zagriznega kolesarja smo spravili nazaj v tek, štejem si v čast, ja, in veselje, in če si ravno omenil, ja, nisem se dobila kar tako, predstavila bova spet novo številko revije, joj, ali je že pol leta mimo. Ja, se ne moreš verjeti, ne. V bistvu čas zelo hitro teče in evo, končno nova številka. To. Preden začnemo spet razmišljati, kaj bo v jesenski številki, ja, tako dolgo se ne bomo videli, ampak vmes pa ali na tekaciji ali na tvojem podcastu, skratka, vmes vsekakor tek se bo na polno dogajal. Zdaj bova pa na hitro povedala najnemu občinstvu, zakaj morajo nujno imeti 57. številko revije Tekač.si, kar težka je, kar obsežna. Boštjan, izvoli, beseda je tvoja. Ja, Marko, hvala. Tako kot smo zapeljali v zadnjih 3 letih, se mi zdi, sem šel potem prav gledati, ko izdajamo po 2 tiskani izdaji vsako leto, je smer revije vsekakor v to, da predstavimo več sogovornikov. To je sicer potem na račun tega, da je manj tehničnih vsebin noter, ampak tokrat so sogovorniki ponovno zelo pestri. Vid Botolin, zelo radodarnega govora in veliko ima za povedati. Mlad tekač si hotel reči, ja. Mlad tekač, pa tako. Kristina Tozon tudi teče na raznih dogodkih in je zelo zanimiva osebna izkušnja. No, ravno tako, kot si v uvodu omenil, da se je kolesar zdaj začel še malo bolj s tekom ukvarjati, jaz ne, smo v reviji predstavili tudi zanimivo zgodbo Marko Čalo, ki je dolgoleten spremljevalec kolesarske profesionalne ekipe Ineos in tudi njegova zgodba je zelo zanimiva. Kot sva zapeljala v teh najnih pogovorih, tudi v iskanju tekačev, ki so končali majorse, si se ti tudi pogovarjal z Lili Žuro. Ponovno ena od možnosti, kako tudi skozi šivankino oko tečeš zadnji maraton, da prideš do te znamenite medalje majorsov. In to je prav Tokio, ki žuli največ Slovencev, ja, imaš prav, tako? No, tako, ta Tokio je res kar žul na koncu. Sogovornik Peter Macuh vztraja na tezi, da maraton moramo biti zmožni preteči kadarkoli. No, zdaj, ali smo ga zmožni ali ga nismo zmožni, ne, to je pač stvar osebne presoje. Martina Lešnik, tudi njena osebna izpoved med tekom sem črpala iz hvaležnosti, ne iz bolečine srca, je tudi naslov njenega intervjuja. Uvodoma v sami reviji si predstavil izkušnje in občutke v maratonskem teku Lizbona. To je še eno lepo mestece, ki ga je mogoče uvrstiti v naslednji koledar, za naslednje leto, vredno razmisleka. Kako je pa mogoče bilo ta vikend v Londonu, imaš kaj novic? Ravno v tej epizodi predstavljam tudi londonski maraton. In, odlično. Tako, pred tabo je bila že Anja Fink, ki je povedala vse o svojem fantastičnem 12. mestu na tem velikem Ja, odlično je tekla. Tako da, ja, imamo sveže novice tudi iz terena. Tako. Zdaj, glavna, mogoče, če poleg intervjuja vsebina, je pa na koncu koledar prireditev, ki je pa pomemben za vse tekače, ki si bojo izbrali enega, 2, 3 ali več tekov v letošnjem letu. Koledar gre pa do konca meseca oktobra, tako da mislim, da idej in predlogov ne bo zmanjkalo. Ker je kar obsežen članek tudi v olimpijskih igrah, v olimpijskem maratonu, predvsem v tej številki, bom samo tole rekel, naj si bralci prečitajo vse o maratonski progi,
pa o favoritih. Kdo pa je mogoče tvoj favorit? Evo. Osebno me je noro presenetil in se ne spomnim, kdaj sem nazadnje gledal cel maraton na Eurosportu, ogledal sem si bostonski maraton. Prav. In zmagovalec bostonskega maratona me je navdušil in presenetil. Ne. Nisem šel potem gledati celo štartno listo, je bil on dejansko tudi vseeno sem pričakoval, tako kot je nekako v kolesarstvu upanje, da ko nekdo pobegne tako hitro od štarta, da ga bo na koncu glavnina ujela, ne. Sem na koncu vseeno malo pričakoval, da bojo moči pojenile in da ga bodo sodelovalci ujeli in se to ni zgodilo, tako da vrhunsko. Recimo, če si me sprašval, kdo je moj favorit, verjetno bom brcnil mimo, ampak bi kar šel s tem favoritom. Če bi Sisa Elema zmagal na olimpijskih igrah, ja, potem bi Ljubljanski maraton kot svojega rekorderja lahko navedel tudi olimpijskega prvaka. Si predstavljaš to, ne? Potem bo za vse to bi bilo izjemno, za vse Slovence bo potem štartnina zastonj, ja, zdaj sugeriram. A to kar predlaga Ljubljanskemu maratonu? Upam, da Barbara tole posluša zdajle, pa naj si zabeleži, Lema, ti pa let trenirajo v tistih klancih, tam gor pariških, ti bo morda ta spodbuda prav prišla, evo, lepo sva tole urisala, neke kolumne še, pa bralnih predlogov, mislim, sej tekač je spet bogat. Spet je bogat, pa malo še enega asa v rokavu, ne. Sovražim tek. Kdaj pride ven? Literarna novost. Literarna novost, ki jo pripravljamo v založbi Aktivni mediji. Zadnjih nekaj let je tekač knjig bore malo, ampak ta naslov je bil tako privlačen, da se nismo mogli upreti, da bo to tudi v slovenskem jeziku. Skratka, kljub temu, da je odbijajoč mogoče naslov na prvo žogo Sovražim tek, je v resnici globoko motivacijski, ne bom rekel priročnik, ampak dejansko na vsaki strani tudi je avtor podkrepil vsebino z hudomušnimi grafikami in na koncu je to zelo lepo darilo, po drugi strani pa zelo dober motivator, da zakaj pa danes ne bi tekel. V bistvu odgovor, da greš teč. Kljub temu, da v tej epizodi predstavljam eno drugo knjigo pač iz ameriškega trga, pa evo, spoštovana publika, pribeležite še tole. Kdaj izide Sovražim tek? Ta teden je šla v tisk, tako da tisti, ki želijo izkoristiti cenejšo prednaročilo, je že na spletni strani Face branje odprt, se zbirajo prednaročila, predvidoma pa bo knjiga išla okoli 20. maja. Super. Evo, jaz si bom naročil svoj izvod, spoštovana publika, v eni v prihodnjih oddaj podrobno predstavim to knjigo, zakaj Sovražim tek. Tako mi je pri srcu, da jo bom letos delil tudi za kakšna rojstnodnevna darila. Boštjan, top, hitro sta tole naredila, zdaj vem, da se ti mudi na en poseben dogodek, tako da te ne bom več zadrževal. Ja, izgledaš v odlični formi, boš šel na kakšno tekaško prireditev v Sloveniji mogoče? Hvala lepa. Letos smo se že udeležili družinsko tekaške desetke v Umagu in v tem duhu bomo verjetno tudi nadaljevali, tako da verjetno, da pred poletjem je še kakšna desetka v družinskem duhu. Izvrstno. Kakšen lep zaključek. Boštjan, hvala. Uživaj na Maturancu, vi pa, publika, takoj do svojega prodajalca, vaše omiljene revije tekač.si, preden poide. Čas hitro teče, Marko, 20 let je šlo hitro okoli, tako da gremo na Maturanca, vi pa uživajte in se beremo. Čau, Boštjan. Čau. Hvala vsem gostom, evo za konec še knjiga in film tedna, kot sem že omenil. Na letalu z Bostona sem jo prebiral in je res odlična. Autobiografija Kare Gaučer, The Longest Race, najdaljša dirka. Pravijo, da je ena najpomembnejših športnih autobiografij svoje generacije, ki je trenutno na prvem lestvice New York Timesa, v njej pa olimpika Kara Gaučer razkriva svoje izkušnje z enim največjih škandalov v teku. Ja, Kara Gaučer je odraščala kot tekačica s sanjami o olimpijskih igrah in že v mladih letih bila odlična na tekmovanjih, potem pa dobila ponudbo za sponzorstvo strani podjetja Nike.
Leta 2004, torej 20 let nazaj, je bila povabljena, da se pridruži skrivnostni, dobro financirani novi ekipi, ki so ji rekli Nike Oregon Project pod vodstvom legendarnega trenerja dolgih tekov Alberta Salazarja, tudi zmagovalca velikih maratonov, se je to tudi njej zdela kot edinstvena življenjska priložnost. Ko je začela osvajati medalje na največjih tekmovanjih, tudi na svetovnih prvenstvih, in se udeležila olimpijskih iger, ko je stala na zmagovalnih stopničkah na maratonih, tako v New Yorku kot v Bostonu, je dosegla tisto, kar si je želela in kar je dosegel pred njo tudi njen trener. Ampak v ozadju je prav Alberto Salazar skrival temne skrivnosti. Prekoračil kar nekaj pravil o dopingu in ustvaril tisto, kar je Kara kasneje opisala kot kulturo zlorabe, kar prvič zares razkriva šele v svoji avtobiografiji. Predvsem po njenem pričanju je potem Alberto Salazar dobil dosmrtno prepoved delovanja v športu, knjiga pa razkriva tudi, kako je Nike leta in leta podpiral Alberta Salazarja in njegovo sporno prakso. The Longest Race, Kara Gaučer, vzemite si v roke, napeto se bere. V knjigi Kara govori tudi o dopingu, ja, tako, in če vas ta tema zanima, prav danes, če tole gledate 25. aprila, vabljeni v Kranj, v Mitnico, kjer imamo zvečer pogovorni, večer tema dneva pa je doping naša realnost. Odlični gosti, odlične teme, povedali bomo tisto, kar o dopingu morda še ne veste. In za konec še za trelaše, tako prihajajoči vikend prihaja Ultra Trail Vipava Valley, evo, za ogrevanje si lahko gledate ne samo enega, kar 4 filme. Run the Alps filmski festival namreč predstavlja 4 zmagovalce, 4 kratke filme o trailu. Spodaj je link, ja, z YouTubea, kjer so vsi 4 filmi združeni v enega, notri pa v tem izboru Make Life Ultra, film o belgijskem paru, ki se je podal v svet ultra trailov, pa A Step Forward, film o Mehičanki, ki se pripravlja na UTMB in v svojem okolju premaguje stigmo, predsodke in ovire. Elevation govori o mladeniču, ki je imel težko otroštvo in ga je tek, predvsem trail tek, rešil iz bede in je lani tekel v Šamoniju. Na konec pa še Red Needle o ultra tekačici Sarah, ki je preživela težkega raka in si s tekom rešila življenje. Dobrodošli k ogledu. To je to. Hvala lepa za ta teden. Naslednji teden posebna epizoda. Če mi uspe na pogovornem večeru posneti debato o dopingu, vas čaka sveža tudi na vašem podcast kanalu. Hvala za spremljanje. Dobro trenirajte za spomladanske preizkušnje. Ja, maja se vidimo na maratonu v Radencih. Hasta la vista.